tvoj pogled na nevarnosti okoli tega, ne? Ker veš, kot sem prej omenil, ful staršev je verjetno ful zaskrbljenih, če njegov otrok gejma, ne vem, 8 ur na dan, ne? Ja, pa itak, recimo itak. treba šolo delati, nič ven ne hod. Koliko kle misliš, da so nevarnosti, ne? Ker, a veš, sam peščica pride do tega zaenkrat, ne? Ja, ne. Industrija itak raste, ne? Raste, ampak tako, kot si rekel, dejansko je velik riziko, pa tudi razen, če si res najboljši, se ti po moje vsem bolj splača v šolo hoditi. Ja, ne. Ja, res je. Iskreno, ne, pač, pa ful navijam za e-šport, pa da bi čim več ljudi se s tem ukvarjali, ampak to je pač moje iskreno mišljenje. Zato lahko tudi pol za fuzbal rečeš, ne? Ja, sam tam saj dobiš neko gibanje, ne? A veš, v bistvu dobiš nek zdravstveni benefit, ne? Ker tukaj je zelo vprašljivo, ne? Koliko je to zdravo, ne? Imel sem že enkrat eno oddajo na RTV-u glih o temu prednosti in slabosti e-športa oziroma nevarnosti. Mislim, da čisto isto vprašanje, tako da bom probal na hitro povzeti, da pač... Tukaj ne rabiš na hitro. Na RTV-u je na hitro. Aha, klej lahko na easy, ok. To je razlika med nami. Res. Video igre so v bistvu nek dopamin injektor ali kako se temu reče, pač droga dopaminska, ne, definitivno, in lahko te pač zasvojijo, čisto preprosto, jaz pač verjamem v to. Seveda. In to je verjetno ena izmed nevarnosti, da je otrok zasvojen s tem dopaminom, ampak to se da pač counter, če to razumeš, ne, pač, naprimer ne sme skozi igrati, po moje, no. Ni zdravo, zato ker moraš tudi, druga nevarnost velika je pa fizična aktivnost, kot si sam rekel. Ne? Jaz to še najbolj vem, ker sem imel v bistvu 3 specifične različne poškodbe že med igranjem, zaradi katerih sem tudi mogel nehati igrati, pa v bistvu najboljšo ponudbo, ki sem kadarkoli imel, sem takrat zavrnil, zato ker sem si pol leta pauzo vzel, ker me je preveč bolel. In kaj pa je bilo? Ja, v bistvu bolel me je hrbet. Zelo preprosto. Ta levator skapula oziroma pod lopatico, romboidi, karkoli to je, trapez, pač bolel me je, ker sem aimal, ne? Moja desna roka me je zelo bolela, v bistvu sem dost časa sem tudi preživel z ekipo na serverju v bolečinah in pa sem pač rekel, ne, rabam pauzo. Pomagali je pa, če si iskreno, sploh ne rabiš veliko, pač raztegovanje, vaje za moč, take stvari, ne? Za držo predvsem. V bistvu je zelo... To se mi zdi, da je ena stvar, na kateri še zdaj veliko delam, pač drža je, jaz sem imel že, ko sem bil mlad, zelo slabo drža in v bistvu s tem nisem imel težav do po moje 25-26 leta, ne. Tako da pač, ko si mlad, tvoj telo zdrži marsikaj, ko se pa staraš, pa v bistvu plačuješ za nazaj. Pri drži se dostikrat zgodi pri gamerjih, da jih v bistvu naprej da, ne, temu se reče forward shoulder rotation oziroma naprejšnja rotacija ramen, ker si pač sediš v slabi drži in v bistvu pa se dogaja, da ti prsna mišica ti rata krajša, se zategne, te mišice so super extendane in pač vse na tvojem telesu ni več v balansu, neha delovati kot more, druge stvari prevzemajo vloge, stvari, ki bi mogle tam biti, a ne, in v bistvu vse to vodi v slej ko prej v neke bolečine, ne. In tudi pri pro-gamerjih imaš v bistvu dosti primerov, ampak se mi zdi, da je to kar neka tema, ki jo probajo tako pod preprogo na hitrco. Imaš primere pač najbolj uspešnih ljudi, recimo Olaf Meister, najboljši igralec na svetu, 2015, je imel isto težavo, ne, se mi zdi, Klej imel bolečine, Guardian, pač, tako da treba je pač paziti na svoje telo, pa ne mislim zdaj trenirati 2 uri, pač jaz mislim, da že 15 minut do pol urce na dan je čisto dosta, ne? Sam da se malo raztegneš, da malo nekaj narediš. Ker če pa ti greš v šolo, sediš tam, recimo, če so mladi ljudje, govorimo o mladih, gre v šolo, tam sedi do, ne vem, 2-3, gre domov in tam sedi do 11 polnoči in gre spat, pač tako, kaj zdaj se mi zdi. Sploh pa vmes pa še telefona, ne, kaj ti pa še nerd neka in še hujte v bistvu dan naprej. To so po moje resni problemi, zdaj pa mogoče niti ne e-športa, sploh današnje družbe, tudi zaradi teh telefonov. Tako da je treba skrbeti, ne. To so, se mi zdi, glavne nevarnosti e-športa, da se pač ljudje ne gibajo dost, ni dost informacij na to temo, ne, pa pride carpal tunnel, pride nekje bolečina. Druga stvar pa, kot sem prej rekel, ne, ta zasvojenost oziroma pač brez volja, da bi počel karkoli drugega. Ja, jaz to veliko o tem govorim, ne. Jaz sem sicer dizajner uporabniške izkušnje, ne, v bistvu, kar se tiče social medije, pa to, ne, pa kakšni hormoni so vpleteni
pri uporabi kakšnih aplikacij, za naložb so narejene na ta način, da spodbuja dopamina. Ker dopamin te huka in ni imel interesu, da si ti hukan. In pri igricah jaz tako pravim, da mi imamo neko igro, ki je življenje, recimo. In na to življenje si ti prilagojen z nekimi hormoni. Se pravi, če se boš ti nekaj dobrega naučil, boš dobil zadovoljstvo. Ali pa če boš neki izziv premagal, boš naravno dobil dopamin. Tako je. Zato, da te v bistvu življenje spodbuja, da delaš dobre stvari. Potem pa mi to v bistvu naredimo fake igrico, ki ima podobne challenge, ampak so nagrade prav narejene tako, da maksimizirajo ta dopamin release. Okay. In pol problem, ki ga jaz vidim, recimo pri mladih, je, da če imaš nekega otroka, ki igra iPad, 4 ure na dan, neko igrico, on cel dopamin pokur na temu in potem je dejpejt, nared neki iz lesa ali pa ne smeti. Je to njemu dejansko veliko težji. Ni zato, da bi se on odločil, ne da se mi smeti. Starši dostikrat tako gledajo, to je len, samo odločiti bi se on mogel. Ne, nekdo, ki je zasvojen z igricami, dejansko mu je neizmerno težji, kot tebi. Ker nima motivacije. Tako. On nima dopamina. V bistvu zelo dobro, to si zelo lepo povedal. In pač bistvo je, da se takih stvari, naredniki iz lesa, lotiš preden začneš kurt dopamin na teh drogah. Pač. Ja, absolutno.